Izvršba je sodni postopek, ki je namenjen temu, da se dolžnika prisili k izpolnitvi svoje obveznosti. Postopek se prične tako, da upnik na sodišče vloži predlog za izvršbo. Ločimo dve vrsti postopka. Eden se začne na podlagi verodostojne listine, drugi pa na podlagi izvršilnega naslova. Upnik je oseba, ki vloži predlog za izvršbo in zahteva izpolnitev določene obveznosti. Dolžnik je oseba, ki ima neporavnane obveznosti do upnika. Neposredna dejanja izvršbe izvajajo različni izvrševalci. Na primer, banka opravi rubež in blokado sredstev na računu, izvršitelj opravi rubež in prodajo premičnine, sodišče pa proda nepremičnine na dražbi. Postopek na podlagi verodostojne listine. Spoznajmo Žana. Žan je po pošti prejel sklep o izvršbi, ki ga je izdal centralni oddelek za verodostojno listino Okrajnega sodišča v Ljubljani, saj več mesecev ni plačal računov za telefon. Takšen postopek večinoma začnejo podjetja zaradi neplačanih računov, na primer za elektriko, vodo, telefon. Predlog za izvršbo se najpogosteje vloži elektronsko. Sodišče izda sklep, s katerim dolžniku naloži plačilo in dovoli izvršbo, če dolžnik v roku ne bi plačal. Z izvršbo so povezani stroški, ki lahko med postopkom še rastejo. Če dolžnik vloži obrazložen ugovor zoper sklep, se izvršba praviloma ne bo nadaljevala, temveč se bo postopek nadaljeval v drugem sodnem postopku, pravdi. Če bi Žan v vmesnem času že plačal nekatere račune, bi lahko vložil ugovor, kateremu bi moral predložiti dokaze, potrdila o plačilu računov. Vendar Žan ni vložil ugovora niti ni plačal, zato je sodišče sklep o izvršbi po pravnomočnosti poslalo banki. Ta je dolgovani znesek odtrgala z Žanovega računa in ga nakazala mobilnemu operaterju, ki je v tem postopku upnik. Postopek na podlagi izvršilnega naslova. Upnik ima v rokah izvršilni naslov, na primer izvršljivo sodno odločbo, notarski zapis ali sodno poravnavo. Postopek se lahko nanaša na plačilo denarnega zneska ali izpolnitev kakšne druge obveznosti, na primer opravo nekega dejanja, izpraznitev in izročitev nepremičnine, odvzem otrok. Poglejmo na primeru. Anja se je tekom razveze z bivšim možem Klemnom dogovorila, da ji bo izplačal polovico hiše, kar sta zapisala v sodni poravnavi. Ker Klemen zamuja s plačilom, je Anja na sodišče vložila predlog za izvršbo, v katerem je predlagala, da se dolgovani znesek poravna z rubežem sredstev na Klemnovem bančnem računu ter plače pri delodajalcu. Sodišče izda sklep o izvršbi, v katerem dovoli izvršbo ter ga pošlje Klemnu in izvrševalcem, da pričnejo z izvršilnimi dejanji. Če dolžnik vloži ugovor, bo sodišče znotraj postopka izvršbe odločilo, ali je ugovor utemeljen. Če je, bo izvršbo ustavilo, sicer se bo ta nadaljevala. Če dolžnik ne ugovarja sklepu o izvršbi ali če sodišče ugotovi, da ugovor ni utemeljen, sklep o izvršbi postane pravnomočen. S tem pa lahko izvrševalci dokončajo izvršilna dejanja. Klemen je vložil ugovor, v katerem je zapisal, da rok za plačilo še ni potekel, zato Anja še ne more zahtevati plačila. Sodišče je njegov ugovor zavrnilo, saj je ugotovilo, da je Klemen zamudil rok za plačilo. O tem je obvestilo Klemnovo banko in delodajalca, ki sta zadržana sredstva začela nakazovati Anji. Izvršba z različnimi izvršilnimi sredstvi lahko traja različno dolgo, zato je smiselno, da upnik redno spremlja, s katerimi izvršilnimi sredstvi ta še poteka. Izvršba se ustavi, ko izvrševalci izvedejo vsa izvršilna dejanja. Če pa dolžnik nima sredstev ali ne prejema plače, se izvršba ustavi po določenem času od neuspešnega poskusa izvršitve. Vmes lahko upnik predlaga nova izvršilna sredstva. Ko pa se ustavi izvršba na vsa predlagana izvršilna sredstva, je postopek ustavljen. Za nov poskus izvršbe je potrebno vložiti nov predlog. Anja je spremljala prejeta nakazila in o njih obveščala sodišče. Ker je kasneje Klemen izgubil službo in so se plačila prenehala, je Anja predlagala rubež in prodajo njegovih premičnin in vrednostnih papirjev ter nepremičnine, da bi se dokončala poplačila iz prejete kupnine. Ko je ugotovila, da je v celoti poplačana, je sodišču predlagala, da se izvršba ustavi. Postopki pred sodiščem so lahko zapleteni.
Zato je priporočljivo, da si poiščete ustrezno pravno pomoč. Za več informacij obiščite spletno stran nasodiscu.si. Vsebine animacij ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo pravnih posledic, temveč so le informativne narave.